En lep dober večer vsem skupaj na današnjem spletnem druženju. Jaz upam, da ste vsi v redu in da dokaj mirno sprejemate te situacije. Mislim, da je spet današnja tematika kot nalašč za to, da bomo lahko v bistvu prihodnja obdobja nekako sprejeli za čim večjo mero psihološke prožnosti in posledično, da bomo bolj adaptogeni na vse te spremembe, ki se nam dogajajo. Jaz osebno že opažam, kako v bistvu strah in bom rekla tudi kar panika vpliva na ljudi. Tako da mislim, da je zelo pomembno, da probamo nekako ostati mirni, ohraniti neko trezno glavo in kanček kmečke pameti, če jo seveda premoremo. Nam bo pa vsekakor pri tem pomagala današnja gostja. Torej, danes je z nami psihologinja Lara Delić. Prejšnji teden smo v bistvu preko teoretičnih izhodišč bolj spoznali sam pojem psihološke prožnosti in kako nam lahko tudi pomaga v obdobjih večjih oziroma težjih mentalnih naporov. Tako da bomo danes pa bolj praktični in bomo probali biti čim bolj interaktivni, tako da nam bo Lara pri tem tudi maksimalno pomagala. Zdaj bi pa jaz kar počasi predala besedo Lari, da ne bomo predolgi, pa nas bo ona popeljala skozi praktične izhodišča psihološke prožnosti in kako lahko postavljamo cilje, načrtujemo našo prihodnost, da bomo nekako skozi, se pravi, prihodnja obdobja pripravljeni na vse izzive sodobnega časa, ki jih ni ravno malo, ne? Lara, izvoli. Hvala za besedo. Danes, se pravi, bomo govorili ponovno o psihološki prožnosti in sicer nadaljevanje tistega, o čemer smo se pogovarjali zadnjič. Zdaj, če gremo kar na naslednjo prosojnico, toliko, da se malo spomnimo, smo se zadnjič pogovarjali, da v bistvu danes živimo v zelo dinamičnem svetu, da se dogaja veliko sprememb, da vsakodnevno prihajajo neke novosti, ki vplivajo na naš način življenja, komuniciranja, na naše odnose in tako naprej. In da v bistvu je bilo že naše življenje kot tako, preden je sploh nastopilo to zdaj res izredno stanje z tem virusom, je bilo naše življenje že predtem precej, bomo rekli, napeto, polno izzivov in seveda tudi vsak izziv prinaša določeno mero stresa, ko zahteva, da se na neke nove okoliščine prilagodimo. Potem zdaj letos, v letu 2020, pa smo se srečali z še intenzivnejšimi in še bolj invazivnimi spremembami, ki res do neke mere tudi ovirajo našo osebno svobodo in popolnoma spreminjajo način življenja. In pogovarjali smo se zato, kako naše telo in posledično naš oziroma naš in posledično naše telo, drug na drugega vplivata v času spremembe in vplivata na to, kako mi to spremembo sprejmemo, kako se z njo v bistvu pomirimo ali pa ne in potem posledično, kako tudi v teh situacijah odreagiramo. Rekli smo, da je zelo močen moment je naša temeljna prepričanja, ki vplivajo na to, kakšno čustvo doživimo v neki spremembi in če je to čustvo negativno, potem bo nazaj vplivalo na naše misli, da bomo katastrofizirali, da se bomo strašili, da bodo se v naših mislih odvijali temni scenariji, ki bodo potem še bolj poglabljali ta naša negativna čustva in seveda bomo se znašli, smo rekli, v takšni špirali, iz katere zelo težko potem izstopimo. V takih trenutkih smo v stiski, smo pod močnim stresom, pod močnim pritiskom in seveda posledično, kadar smo kronično izpostavljeni takšnim situacijam, se to začenja poznati na našem telesu, na našem načinu delovanja, na nadaljnjem mišljenju in seveda na kvaliteto našega življenja. Če pa so naša prepričanja takšna, da pač pomislimo, ok, situacija je težka, ampak jaz to zmorem, tudi v tej situaciji nekaj lepega in koristnega, potem se bomo seveda počutili bolje, bomo lažje tudi nazaj bolj trezno razmišljali, bomo lažje sprejeli določene korake, ki bodo konstruktivni in to nam bo nazaj vračalo pozitivna čustva, dobro se bomo počutili, ko bomo uspeli, ko bomo dosegli neke uspehe, neke cilje in potem seveda bomo tako se hitreje prilagodili na pač
objektivne okoliščine, ki so, kakršne pač so. Tudi nazadnje v času, bomo rekli, zdaj te epidemije, pandemije, v tej trenutni situaciji, ki je zelo drugačna od tega, kar smo do danes poznali. In ključno pri tem, da se uspešno prilagodimo, da uspešno zmoremo to sprejeti določene spremembe in se njim prilagoditi vedenjsko in miselno, je se pravi ključna pri tem psihološka prožnost. Ker smo rekli, da psihološka prožnost pomeni, da ko se mi znajdemo v neki spremembi, v neki situaciji, ki je drugačna od takšne, ki smo jo spoznali, da se uspemo uspešno spoprijeti z stisko, ki jo ta drugačnost povzroča, in v drugem koraku, da se zmoremo tudi uspešno potem prilagoditi se pravi na te nove pogoje. In zadnjič smo malo podrobneje pogledali, kaj pomeni uspešno spoprijemanje s stisko oziroma kaj je ključno v tej situaciji, zato se bomo ponovno premaknili naprej, kjer se spomnimo, da je za uspešno spoprijemanje zelo pomembno, da je naše razpoloženje pretežno pozitivno. Pravi, da večinoma, to ne mogoče, da smo vedno dobre volje, da smo vedno pomirjeni, da nikoli ne občutimo strahu, ker tudi strah je pomembno in funkcionalno čustvo, ampak da smo pretežno pozitivno razpoloženi, da smo veseli, da smo srečni, da smo optimistični in da spremembe sprejemamo kot izziv. Da zmoremo sprejeti neko spremenjeno okolje kot izziv. In da to zmoremo, je zelo pomembno, da smo opolnomočeni z znanjem, da se zavedamo po eni strani, kaj se v nas dogaja, po drugi strani, da imamo tudi dovolj kvalitetnih informacij, kaj se dogaja v naši okolici. In se pravi, mi smo se na prejšnjem srečanju smo se opolnomočili z znanjem, kaj se dogaja v nas, veliko smo tudi govorili o tem, kakšna je trenutna zunanja situacija, se pravi tiste neke najbolj objektivne oziroma temeljne resnice, ki jih poznamo, kako vpliva na naše življenje danes. In potem smo na koncu našega srečanja oziroma proti koncu rekli, da bi poskusili izvesti en eksperiment. In sicer, da bi do danes, se pravi v obdobju tega enega tedna od prve delavnice do danes, da bi zapisovali vsak dan nekaj, da bi si zvečer ali pa zjutraj napisali nekaj pozitivnih stvari, ki se nam je zgodilo čez dan. Da se spomnimo, kdaj v dnevu smo se pa imeli zares fajn. In da pozornost preusmerjamo na to, kdaj se imamo lepo, kdaj se smejimo, kdaj se počutimo dobro in ne zgolj na to, kako lahko nekaj ogrozi našo, bom rekla, v najširšem smislu kvaliteto življenja. In seveda, da ne pozabimo se tudi zabavati in imeti fajn, smo rekli, da bomo načrtovali neke prijetne aktivnosti vsak dan. Nekaj, kar nam je fajn, bomo si vsak dan prav planirali, da bomo to tudi izvedli in se v tem času sprostili in napolnili z energijo. Tudi jaz sem se tega našega dogovora držala in sem si tu vestno zapisovala in recimo meni pogosto zmanjka časa za branje. Pa sem si zdaj to umestila v urnik in sem vsak dan res brala in mi je bilo super. Prav se mi je zdelo, da sem kvalitetno izkoristila ta čas, ko sem pač mogoče imam manj priložnosti se udejstvovati v kakšnih drugih aktivnostih. Pa bi me zanimalo v prvi vrsti, ali ste vi uspeli v tem eksperimentu sodelovati in ste mogoče opazili kakšne razlike oziroma kaj se je pri vas dogajalo v tem času od našega prvega srečanja pa do danes. Pa bi prosila, Maja, če jim vklopiš mikrofone. Jaz sem v bistvu zelo vesela, da se je ta debata na tem mestu tako razvila, pa bom zdaj sem pozorno poslušala, kaj ste povedali, pa bom nekako povzela in neke vzporednice potegnila, da v bistvu in tisti, ki smo si zapisovali in tisti, ki si nismo, se zavedamo, koliko v bistvu lepega se vseeno tudi v tem trenutku dogaja. Jaz osebno opažam, pa mislim, da ste med vrsticami tudi večina vas je to povedala, da v tem trenutku mogoče res nekatere stvari, ki jih radi počnemo skupaj, naprimer plešemo, gremo na piknik in tako naprej, v takšni obliki ne moremo izvajati, se pa mogoče zdaj v tem trenutku naredil prostor za nekatere druge stvari, ki so pa ravno tako pomembne, pa nam mogoče v prejšnjem načinu življenja, v tistem vrvežu, enostavno si nismo vzeli časa za to. Recimo, jaz sem zdaj opazila, da ko sem
sem si zapisovala, kaj se mi je pozitivnega čez dan zgodilo, sem veliko omenjala svojega sina, Alekseja, da sva se skupaj igrala, da sva šla na sprehod, da ne vem, sva mogoče kaj prepevala in tako naprej. In to sva tudi prej počela, ampak mogoče ne toliko kot zdaj. In so se mi v tem trenutku malo prioritete spremenile, oziroma mogoče ne prioritete, ampak čas, kako čas razporejam, se mi zdaj v tem trenutku spremenilo in se mi je naredilo več prostora za nekatere stvari, ki sem jim pa prej namenila mogoče manj časa. Tako da v bistvu tudi zdaj se spominjamo nekih drugačnih vrednot, nekih stvari, ki so nam pomembne, pa jih ta situacija, ne glede na to, kakšna je, se dejansko ne more dotakniti. Oziroma jih ne more oskruniti, nam ne more pokvariti tega veselja in te topline, ki jih pa še vedno lahko doživljamo od ljudi, ki so nam pomembni, od nekih dejavnosti, ki so nam pomembne. In to je ključno, da se spomnimo in da imamo to v ospredju v tem trenutku. Tako kot je gospa Monika, mislim, da je rekla, da rajši sklopi televizijo, pa ne posluša vsega, ker se potem boljše počuti. Je tudi včasih res najboljše, da nekatere stvari enostavno izklopimo, pa gledamo in poslušamo in delamo samo tisto, kar imamo zdaj prav posebno priložnost in še toliko več prostora se za to naredilo. Se pravi, zmožnost prilagoditve je potem tale drugi korak in potem pa je ključno, da zmoremo definirati cilje, neke nove cilje, da zmoremo definirati in videti, kaj nam je v tem trenutku prioriteta. Lahko so prioritete nove, lahko pa se samo dejansko zavedamo, katere so naše dejanske in temeljne prioritete. Da na podlagi tega razvijamo učinkovite strategije, kako se bomo spoprijeli z novo situacijo, kako se bomo mi prilagodili oziroma do katere mere si lahko okolje prilagodimo. Da smiselno prevzamemo nadzor in odgovornost, o čemer bomo tudi v nadaljevanju kakšno besedo več rekli, in seveda, da na podlagi tega naredimo dober plan, kako bomo pa zdaj naprej delovali. Kaj so sploh naše prioritete? Kaj je moja prioriteta? Kaj je prioriteta vsakega izmed vas, ki se zdaj poslušamo med sabo? To je vprašanje, na katerega jaz definitivno ne bom odgovorila. Lahko pa v splošnem rečem, da naše prioritete so naše vrednote. Tisto, kar je nam pomembno. In verjamem, da je vsakemu izmed nas pomembna družina, kateri v tem trenutku lahko posvetimo več časa. In to jaz vidim v tem nekaj zelo pozitivnega. Če grem čisto v drugo skrajnost, moja prioriteta je seveda tudi posel. Nazadnje na podlagi s tem, ko pač delam posel, lahko privoščim stvari svojemu otroku, sebi in tako naprej, se pravi neko kvaliteto življenja. In jaz mislim, da mi bo situacija taka, kot je, zagotovo na eni točki prenaša nekaj pozitivnega za moj posel, zato ker me sili k napredku, sili me k temu, da se spreminjam, da delam drugače, boljše, da na drugačen način dosežem ljudi in izpolnjujem svoje poslanstvo. In enako verjamem, da je tudi pri vas, nazadnje tudi znotraj Kalivite, iščete neke druge načine, da se dotaknete drug drugega, da se dotaknete svojih ključnih uporabnikov, ljudi, ki jim želite pomagati v tem trenutku in ki zagotovo v tem trenutku zdaj najbolj potrebujejo vašo pomoč. Prioritete so tisto, kar nas motivira, kar nam daje energijo, kaj je naše gonilo, kaj je naše poslanstvo. In morda so se določene prioritete zdaj v tem trenutku spremenile, verjamem pa, da mnoge tiste naše temeljne pa ostajajo iste. In jih bomo dejansko njihovo izpolnjevanje skozi to situacijo, ki imamo trenutno, samo nadgradili, okrepili, dolgoročno sem jaz prepričana, da tudi izboljšali. Prioritete so pomembne, zato ker na podlagi naših prioritet, se pravi tisto, kar je meni v veselje, tisto, kar čutim kot moje poslanstvo, tisto, kar so moje temeljne vrednote, tisto me v življenju usmerja. In kadar govorimo o tem, da me nekaj usmerja, da nekaj želim doseči, da nekaj želim uresničiti in izpolnjevati, pridemo na področje ciljev, ki so pa dejansko, bomo rekli, prioritete v praksi. In če se premaknemo naprej na naslednji slajd, je tukaj en citat, ki ga jaz zelo pogosto uporabim in ga rada omenim, kadar govorim o ciljih. Sicer ne vem, če se spomnite pravljice o Alici v čudežni deželi. Alica se je znašla v začaranem gozdu in se v tem začaranem gozdu izgubila in si je želela ven iz njega in je na poti, ko je iskala izhod iz gozda, srečala mačko Režalko in je mačko Režalko vprašala, ali ji lahko pove, kako se pride od tu. In mačka je na to odgovorila, da je lahko pove, ampak je odvisno od tega, kam želi priti.
In Alica je potem rekla, da je vseeno kam, samo da pride od tu. In potem je mačka rekla, da če je vseeno kam gre, potem je tudi vseeno, katero pot ubere. Če bo dovolj dolgo prišla, bo nekam zagotovo, oziroma če bo dovolj dolgo hodila, bo nekam tudi zagotovo prišla. Se pravi, če ne veš, kam si namenjen, te tja pripelje vsaka pot. In zato so cilji pomembni. In zato so spremembe težke. Zato, ker v tistem prvem trenutku, če se spomnite, kaj smo se pogovarjali na prvem srečanju, ko se znajdemo v spremembi, se poruši naš sistem delovanja. In najtežje je, da se na novo vzpostavimo, ker za nekaj trenutkov ali pa za eno časovno obdobje, odvisno koliko hitro si zmoremo ob pomoči, za neko določeno obdobje mi bezljamo. Ne vemo točno, katero pot bi obrali, kaj bi naredili, to pa zato, ker v tistem trenutku dejansko nimamo jasno definiranega cilja. In zato, da se iz te situacije lahko ven poberemo, bodi si na osebnem nivoju, bodi si na poslovnem, na družbenem, ne nazadnje pri hobijih. Zato, da vemo, kaj bomo storili, moramo vedeti, kam želimo priti, kaj je naš cilj. Pravi, brez cilja dejansko nimamo načrta. In zakaj je izpolnjevanje ciljev pomembno? Pomembno je zaradi tega, ker nam, ko mi izpolnimo cilj, smo doživeli uspeh, pa ne bo še tako mali. Ko mi nek cilj dosežemo, smo dosegli nek uspeh. In to ne govorim samo zdaj na nekem poslovnem področju, na športnem področju, govorim čisto v smislu osebnega razvoja, ne nazadnje. Lahko govorim tudi iz stališča starša. Ko svojega otroka nekaj naučim, ko svojega otroka osamosvajam, ko moj otrok na eni točki več ne potrebuje toliko moje podpore, takrat sem jaz dosegla svoj cilj kot starš, in sem doživela uspeh. Tudi moj uspeh je to, da je moj sin postal samostojna oseba, postal prijazna oseba, postal velikodušna oseba. In to meni vrača samozavest. To meni daje občutek lastne vrednosti in občutek samozaupanja mi veča. Ti občutki oziroma ta prepričanja o sebi pa mene krepijo, da se lažje soočam z nadaljnjimi izzivi. Ker vem, da ne glede na to, kako težki so, bom jaz to zmogla. In ne nazadnje, ko mi doživljamo neke uspehe, ko si zadamo neko pot in ko sproti spremljamo, da to pot uspešno zasledujemo in uspešno zasledujemo svoje cilje, mi to tudi vrača nazaj občutek kontrole, kar pa spet pogrešamo v času spremembe. Ko naenkrat se znajdemo v nekem okolju, v nekih okoliščinah, ki jih ne poznamo, nas je vsaj malo strah, vsaj na nezavedni ravni nas je strah, zato ker nimamo občutka kontrole in ne vemo, kaj lahko kontroliramo. In to se trenutno dogaja. Na začetku, preden smo dejansko začeli z vsebino, pa še z Majo sva se prej pogovarjali, v kakšni stiski so se znašli nekateri ljudje. Ker dejansko se ne morejo soočiti s tem, da ne vejo, kaj ne pričakujejo. In imajo potrebo po prevzemanju neke kontrole oziroma po tem, da lahko s prstom pokažejo na nekaj, na nekega krivca, na nekaj, kar je krivo za trenutno situacijo. In so se začeli ljudje obračati drug proti drugemu. Ne nazadnje, pa če nekega cilja ne dosežemo, imamo vsaj pregled nad tem, kaj smo tokrat storili manj v redu, ne bom rekla narobe, ker je že bilo z nekim namenom, da se iz tega nekaj naučimo. Se pravi, lahko pogledamo za nazaj, tukaj pa to ni bila ravno najboljša izbira, ali pa tukaj bi pa morala drugače narediti, ali pa tukaj bi pa morala bolj vztrajati in bolj odločno, ali kakorkoli vem, kaj lahko zdaj spremenim, da bom nadalje pa dosegla ta cilj, morda pa moram samo cilj malo prilagoditi, pa bom tudi to uspešno dosegla. Včasih, dejansko zdaj še dobro, da sem na posnetku, lahko pokažem, da včasih pot ni taka do te točke, ampak moram pač narediti takšen ovinek, pa bom ravno tako prišla do nje. Ampak pomembno je, da vem, kam želim priti in na podlagi potem tega tudi določim, kako bom tam tja prišla. Zdaj pa, kaj je to dober cilj? Imamo pa na naslednji strani. Se pravi, dober cilj, bom rekla, je vsak, ki nas motivira. Vsak cilj, ki nas motivira, je dober in ki nas žene naprej in ki nam daje energijo in ki nam vrača energijo na eni točki in ki nam daje veselje. Da pa si lažje postavimo takšen cilj, ki nas bo zares motiviral in na podlagi katerega bomo res lahko dobivali ta občutek samopotrditve,
pa vam priporočam, da si cilje zastavljamo po enem takem zelo znanem modelu, ki ga velikokrat omenjamo, to je SMART, ki po angleško pomeni pameten. Da je cilj pameten. To pa pomeni, da je specifičen, se pravi, da pač točno si določim, kaj želim doseči. Pa zdaj bom najlažje dala primerjavo, na primer v športu. Evo. Zdaj v tem času, ko nam grozijo določena obolenja, že nasploh je letni čas takšen, da smo trenutno bolj dovzetni, da moramo bolj okrepiti naš imunski sistem in pomemben del krepitve imunskega sistema je tudi zadostno gibanje. Naprimer, da si jaz zadam, da bom na eni točki pretekla 5 kilometrov ali pa hitro hodila, pa kakorkoli, 5 kilometrov. Se pravi, to je cilj, ki je specifičen, ki je tudi merljiv. Danes imamo tako kup aplikacij na mobitelu, ki mi bodo točno povedale za vsak meter, ki ga bom prehodila. Ta cilj je meni dosegljiv, lahko pretečem 5 kilometrov in je tudi realističen. Že mnogi drugi so to pred mano dosegli, tudi jaz bom, zakaj pa jaz ne bi. In da je točno časovno opredeljen. Ker če jaz rečem, pretekla bom 5 kilometrov, jih jaz lahko pretečem v roku enega meseca, lahko pa v roku 5 let. Kaj je še ključno, da si zastavim tudi vmesne cilje, ki mi omogočajo, da doživljam male uspehe na poti do tega mojega velikega cilja. Se pravi, da si jaz zadam, ok, v prvem tednu bom pa 1 kilometer pretekla, zdaj banaliziram seveda, v drugem tednu bom pretekla 2 kilometra in tako naprej in bom potem prišla v 5 tednih do 5 kilometrov. Ampak vmes bom jaz že doživljala uspehe, bom jaz že dobivala samo potrditev za vsak kilometer, ki bom uspešno premagala. Bom imela občutek male zmage in se bom jaz za to zmago seveda nagradila. Govorili smo o ciljih, zdaj pa gremo še na to, kaj dejansko imamo pod nadzorom in kaj nimamo pod nadzorom. Seveda je smiselno, da se v vsaki situaciji vprašamo, na kaj dejansko jaz lahko vplivam. Je to ključno tudi pri postavljanju cilja in potem še toliko bolj pri zastavljanju načrta, kako bom jaz ta cilj dosegla. Se pravi, vprašam se, nad čem imam jaz nadzor. In če se postavimo nazaj v trenutno situacijo, jaz nimam nadzora nad tem, kakšni so ukrepi. Jaz nimam nadzora nad tem, kako dolgo, ali bodo skupinski športi dovoljeni. Jaz osebno že nimam nadzora nad tem, mogoče kdo izmed vas pa ima. Ampak dejansko na to ne morem vplivati. In če bi se želela za svoj 5-kilometrski podvig pripravljati v enem športnem društvu, seveda to ni v moji moči in nima smisla, da tja usmerjam energijo, se pravi, da iščem športno društvo, ki bo mene pripravljalo v tem trenutku na to, da bom jaz dobro in uspešno pretekla 5 kilometrov. Ok, se pravi, nad čem pa imam jaz nadzor? Lahko poiščem informacijo, lahko poiščem kvalitetno informacijo na YouTubeu, lahko poiščem eno kvalitetno aplikacijo, ki me bo vodila na tem mojem podvigu. Kakorkoli, pomembno je, da na tisto, kar vem, da jaz lahko vplivam, da tja usmerjam svojo energijo, da se na tisto osredotočim, da to spreminjam in da na to vplivam. In potem na podlagi tega tudi oblikujem svoj načrt. In tisto, na kar jaz imam vpliv, tisto je moja odgovornost. In temu se v psihologiji reče, da so to kognitivne tehnike spoprijemanja, se pravi miselne tehnike spoprijemanja, da jaz premislim, na kaj lahko vplivam in potem na to dejansko tudi na tem področju delujem. Na drugi strani imamo pa čustvene tehnike spoprijemanja. O njih pa govorimo takrat, kadar nad določenimi situacijami nimamo vpliva in je edino smiselno, da jih čim prej sprejmemo takšne, kot so. Če spet lahko tukaj izhajam iz enega konkretnega primera, iz svojega primera. Jaz sem na primer plesalka in plešem v ženski plesni skupini. In v tem trenutku ne moremo plesati, zato ker nismo registrirane kot profesionalna in dejansko nam ukrepi to prepovedujejo. In meni je v tem trenutku žal. Jaz grem skozi en manjši proces žalovanja, ker zdaj v tem trenutku ves ta trud, ki smo ga vlagali čez poletje, vse ti treningi in tako naprej, bo zdaj za določeno obdobje dejansko nam bo onemogočeno trenirati, onemogočeno nam bo plesati in zagotovo bomo nazadovali. Nekatere cilje, ki smo si jih zastavili za to obdobje, se zdaj pač moramo od njih posloviti. In to je nek trenutek, bomo rekli, za mene žalosten, ampak dejansko edino, kar lahko storim, je, da to sprejmem takšno, kot je, da sprejmem te svoje občutke žalosti, da jih predelam
in da grem naprej. Ker na to nimam vpliva in to tudi ni moja odgovornost. Tukaj pa zdaj govorimo o emocionalnih tehnikah oziroma čustvenih tehnikah spoprijemanja. Zdaj pa nam je ostalo še samo vprašanje, kaj pa je to dober načrt? Kaj je to dober načrt, preko katerega bomo mi seveda uspešno lahko dosegali svoje cilje? In na to vprašanje bi jaz enostavno odgovorila, da najboljši načrt je, da načrtujemo biti vztrajni. Da karkoli smo si zadali, da vztrajno zasledujemo svoj cilj, da vztrajno zasledujemo svoje poslanstvo, svoje vrednote in da vztrajno zasledujemo pot, ki smo si jo zadali, oziroma tukaj bodimo previdni, da če vidimo, da nekaj ne gre, včasih po kakšnem ovinku lahko hitreje pridemo do točke, ki si jo želimo. Vsekakor pa nas pri vztrajnosti podpira dobra organizacija. To pomeni, da si jaz naredim čim bolj natančen urnik oziroma si zastavim čim bolj natančno aktivnosti, ki jih želim izpolnjevati, zato da se izognem skušnjavi, ki jo imenujemo odločanje. Evo tole bom pa najlažje razložila skozi hujšanje. In sicer na način, da, veste, ljudje, ko hujšajo, morajo spremeniti način življenja, morajo se odpovedati določenim dobrotam, morajo se odpovedati količini hrane, ki jo zaužijejo, in morajo vključiti več gibanja v svoj vsak dan. In zdaj, zelo pomembno za njihov uspeh je, da so dobro organizirani, da točno vedo, kdaj in koliko bodo pojedli in kdaj v dnevu se bodo lotili sprehoda, telovadbe, druge telesne aktivnosti. Zato, ker kadar se mi odločamo, odločanje je zelo potraten proces, ki zahteva zelo veliko energije. Zelo veliko glukoze porabijo možgani takrat, ko se mi odločamo. In če se veliko odločamo, mi postajamo utrujeni. In zaradi tega nam ponavadi ta samokontrola zvečer odpove. Tisti, ki imajo težave z telesno težo, tisti ponavadi zvečer najbolj posežejo po sladkarijah in po prevelikih količinah hrane. Ja, zaradi tega, ker smo takrat utrujeni in možganom zmanjka energije za to, da bi vzdrževali neko samokontrolo. In kadar smo mi v takih situacijah postavljeni pred odločitev, dobro, grem zdaj telovaditi, ali pa grem spat, ali pa grem jesti, se bomo odločili za tisto, kar je možganom v tistem trenutku najlažje oziroma najbolj blizu. Se pravi, se bomo odločili iti lepo paptati. Če to lahko na katerokoli področje zdravega načina življenja pa sprejemanja navad, nekih zdravih navad apliciramo. Če se do zdaj nismo veliko gibali, če si bomo mi rekli, ok, danes se bom pa gibala, pa si ne določim točno kdaj in vsaj približno koliko časa. In potem ob tisti uri, ko sem si planirala, si dam superge gor in grem ven. Potem je veliko manjša verjetnost, da se bom dejansko lotila telesne aktivnosti, ampak si jo bom samo prelagala na naslednji dan. Zato je ključna dobra organizacija. Potem pa je fajn, da mi redno spremljamo te vmesne cilje, ki smo si jih zastavili. To pa zato, ker, tako kot smo se prej pogovarjali, ker nas to nazaj motivira, ker nam to daje občutek uspešnosti, ker s tem sami sebi dokazujemo, kako lahko, če hočemo in če si zadamo. In nam to daje zagon za naprej. In zelo pomembno je, sploh na začetku, da si nastavimo takšne cilje, ki jih bomo hitro dosegli, da hitro dobimo to potrditev in to energijo, ki jo potrebujemo, zato da potem se naprej zaženemo proti tistemu našemu glavnemu cilju. Pa še nekaj vam priporočam, da ko cilje dosežete, da se pri njih malo ustavite, pa se za to nagradite. In če recimo spet skušam nas postaviti v čas tukaj in zdaj, v čas omejitev, ki jih imamo, si jaz mogoče lahko zadam, da bom pa v ta čas, ki ga sedaj preživljam, doživela koristno, da bom zdaj naredila nekaj, kar mi bo dolgoročno koristilo, da zdaj nekaj naredim, kar bom tudi kasneje, ko se bo stanje normaliziralo, ker se bo slej kot prej, da bo meni ta neka koristna stvar in dobra stvar od tega časa ostala in da si bom potem zapomnila to obdobje. Jaz sem si zadala, da bo to joga, ker je meni zelo všeč ta ideja, da se zjutraj vstaneš in narediš vsaj 20 minut joge. Tako da, evo, to je moj mini cilj za zdravo telo in duha. Zdaj sem to vam povedala zaradi tega, ker me potem zavezuje, da na eni točki me boste res videli nekje na Facebooku, kako se slikam na storiju in izvajam jogo ali pa meditiram ali pa kaj takega. Evo, tako.
To je bila moja popotnica na tem mestu, kako lahko koristno preživimo čas, ki ga imamo trenutno, ki je še nekaj časa pred nami. Na tem mestu bi se vam seveda zahvalila za pozornost in zaupanje in ponovno predala vam besedo, če se je mogoče še kdo česa spomnil ali pa če bi želel na tem mestu še kaj z nami podeliti.